Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Današnja ljudska pravljica je pa malce starejša. Tudi sama sem ji večkrat z zanimanjem prisluhnila. Spoznali bomo 3 lisičice in njihov dan, ki so ga namenile skupnemu druženju. Predlagam, da se čim hitreje udobno namestimo in prisluhnemo rezijanski ljudski pravljici z naslovom 3 botre lisičice. So bile 3 lisičice in bile vse 3 botrice in so imele vsaka svojo vilo. Prva jo je imela na brajdi, druga sredi loga in tretja gori na koncu loga. Prva, tista doli na brajdi, je rekla neki dan: Jaz bom morala iti obiskat svojo botrico gor v log. In se je vzdignila in šla v kopalnico. Se je lepo okopala in si dala rdečilo, vzela črn svinčnik, si lepo pobarvala obrvi, si nataknila lepe čevlje z visokimi petami, lepo vezeno krilo in šla v garažo. Je prišla v garažo, pognala svoj neserijski avto, narejen po naročilju, in ga zapeljala ven. Zum! Ven iz garaže. In ko je bila zunaj in je pritisnila na zavoro, se je avto zazibal kakšnih 10-krat gor in dol. Potem se je morala spet pogledati v ogledalo, če je lepo napravljena. Je bila v najlepšem redu. Tako, zdaj je lahko šla in pognala gor proti logu po asfaltirani cesti 200 na uro. In je prišla gor k drugi botri lisičici. Ko je prišla gor, vidi lep park, lepa vhodna vrata in prelepa stavba prav na sredi tega parka. Šla je k vrtnim vratom in pozvonila. V hipu so se vrata odprla in je stopila noter in šla proti vili svoje botrice. Pa ni vedela, kaj narediti, da bi mogla noter. Je gledala tje, je gledala sem in vidi majhen gumb v vratih. Pravi: No, na tole tukaj bo najbrž treba pritisniti. Je pritisnila, je zazvonilo, vrata so se res odprla in pred njo je bil lep hodnik. Eno samo morje, povsod ribice naslikane po tleh. In ona je mislila, da je prava voda, da so prave ribe. Se je bala iti naprej po hodniku, da ne bi utonila. Naenkrat pa je prišla botrica, gospodinja tega razkošja. Pridite, botrica, saj ni nič, to ni voda, pravi. In botra lisičica vstopi počasi, češ da bo prej poskusila. No, ko vidi, da ni voda, je le šla. Vstopite sem noter, botrica, v salon, pravi druga lisičica. Sedite zdaj semkaj. Lep fotelj je imela njena botrica tu. Tak, no, sedite v fotelj. Je sedla v fotelj, jo je kar zazibalo. Botrica, kako lep fotelj imate vi. Ah, saj tudi stane lepe dinarce. Tedaj je botrica šla k bifeju in prinesla lepo steklenko in 2 kozarčka. Liker, da ni nikoli bila pokušala boljšega. In je natočila in sta si nazdravili. Potem je šla v shrambo in prinesla paket piškotov in lepo torto. Zdaj tudi pregriznite kaj. Tedaj sta snedli celo torto in vse piškote. In je spet natočila. Potem je rekla prva botrica: Zdaj bom pa morala iti. Ja, le kam morate iti? Pravi druga lisičica, gostiteljica. Ste me prišla obiskat in je toliko let, kar se ne vidiva. Počakajte, bova tudi kaj skuhali, boste jedla pri meni. In čez čas je rekla: Dobro, botrica, mi boste pomagala skuhati. Prav rada vam pomagam. Tedaj je botrica šla v kurnik. V kurniku, to je bil prav velik kurnik, je imela gosi, pure, race, peteline, vse. Je zgrabila največjega petelina, kar jih je imela, in eno gos in eno puro. In sta dali gret velik kotel vode. In ko je bila voda vrela, sta vrgli noter to perjad in sparkli, ki jih imajo lisice, je bilo v hipu vse oskubljeno.
Ko sta uskubili, sta eno dali v peč, eno sta imeli za juho, petelina pa sta dali kuhat, ampak juho sta zavrgli, češ da imata juhe zadosti. In tedaj, da bosta šli jest. Je pripravila domača botra lisičica lepe porcelanaste krožnike in žlice, vse srebrne, in lep jušnik, dober kruh, namazan z maslom. In konec sta se lotili jesti, sta jedli in jedli. Ko sta pojedli, je rekla: zdaj moram prinesti kaj pijače. Je šla spet in prinesla pletenko vina, najboljšega, kar ga je bilo v kleti. In sta začeli piti lisici. Potem je rekla gostiteljica: botrica, zdaj ko so se lepo napili, bo treba tudi zaplesati malo. Glejte, je dejala, gramofon. In sta začeli plesati twist. Sta plesali tam notri, sta plesali in poskakovali, da je bilo veselje videti ju, kako plešeta twist. In ko sta se naplesali, sta rekli: dobro, zdaj bova pa še malo gledali televizijo. In tedaj sta gledali televizijo. So se spreletavale same kokoši na tistem zaslonu. In ko sta se naveličali gledati televizijo, je domača botra lisičica predlagala: dobro, zdaj pa greva v park, malo na sprehod po parku. In tam v parku je bila lepa utica in vse v nageljčkih, vse v nageljčkih. In sta se zleknili v ležalnik in si začeli praviti to lisičjo. Sta si pravili pravljico. Ko sta se naveličali tudi te lisičje, sta prišli iz utice in se vrnili v vilo. Tam notri je domača botra lisičica zavrela dobro črno kavico v lepem kuhalniku ekspres, v hipu je bilo pripravljeno. Je zavrela in sta pili kavo. In ko sta jo popili, je rekla botrica, ki je prišla na obisk: dobro, zdaj bom pa res morala iti. Kam neki morate iti, pravi gospodinica. Počakajte še malo. In ko ste že tukaj, pojdiva obiskat še najino botrico, tamle zgoraj, na koncu loga. Prav, pa pojdiva. No, kako bova naredili? Greva obe z enim avtomobilom ali vzamemo vsaka svojega? Kar vsaka svojega. Tedaj, pravi, počakajte malo, da se tudi jaz malo uredim. Druga botra lisičica se je napravila še lepše kot prva. Lepo vezeno krilo in spodnje krilo, lepe čevlje z lepimi visokimi petami, rdečilo, pobarvala si je obrvi, si skodrala lepo lase in si vzela še lep klobuček in lepo črno torbico. Potem je šele šla v garažo. Je prišla v garažo, tam je imela 6 metrov dolg avtomobil. Je vstopila van in pognala motor. V hipu je bila zunaj, kot bi imela avionski motor. Je prišla ven in ko je naenkrat zavrla, se je avto zazibal in ustavil. Je rekla: zdaj, botrica, morava iti. Dobro, pojdiva. Katera pa naj gre najprej? Vi, ki imate lep avto, večji, pojdite naprej. Tedaj je prehitela avtomobil prve botrice in sta se odpeljali. Ko sta prišli gor, je bil tam zgoraj še lepši park in še lepša vila pri tretji botrici. Tam gori je ustavila. Katera naj gre naprej? Le pojdite vi, ki ste vozila spredaj, pojdite tudi tule naprej. In so bila lepa vrata. In tam notri v parku je bila od vrat do vile pogrnjena lepa žametna preproga, 4 prste debela. Vranča, le kdo bi hodil po tej preprogi? In bova zamazali vso preprogo. Torej, kaj bova naredili? Poskusite spet pozvoniti. Pozvoni, je prišla ven botra lisičica in pravi: pojte naprej, ne bojta se. Vam bova umazali vso preprogo. Ne, saj imam botra skaklja, ki mi čisti vse. Tedaj sta se le zgnali in šli naprej. Sta prišli pred vilo, da bosta vstopili. In ko sta prišli na hodnik, je bilo vse poslikano. Po vseh stenah in celo po tleh je bilo vse v kokoših in se je zdelo,
vse živo. Vranča botrica, koliko blaga imate? Imate tudi v hodniku kokoši? To niso kokoši, draga moja botrica. To tukaj mi je naslikal boter skakelj. Lepo idite naprej. Tedaj sta šli naprej in so prišle v salon. Tam notri v salonu so bili taki lepi foteli, da je kar vidje malo in je bilo lepo in poslikano z vsemi vrstami živali po stenah. Kokoši, petelini, race, so bile celo čamurče, vse je bilo. In se je zdelo, da je živo. Zadosti. Jih je povabila, naj sedeta v fotelje. Sedita zdaj, si bomo kaj povedale? Saj je bil že skrajni čas, da ste me prišli obiskat. Toliko let, kar se ne vidimo. Malo je manjkalo, pa bi se postarale in umrle, preden ste me prišli obiskat. Tedaj sta sedli in ona je šla k zasteklenemu bifeju, gotovo je bil 2 metra dolg. Je imela vse likerje tam notri in je začela gledati, katerega bi vzela in ponudila svojima botricama. No, je vzela najboljšega, kar jih je imela, in prinesla na mizo in dala zraven še 3 kozarčke. In prinesla še lep pladenj, so bile na njem hruške, jabolke, češplje, črešnje, vse, kar je imela in vse, kar je hotela. In so pile in jedle sadje. Potem pa je rekla: no, zdaj bomo tudi kaj skuhali. Dobro, pravita drugi 2 botrici. Skuhali, ampak medve bi morali zdajle oditi, ker imava daleč do doma. Saj imata vendar dobre avtomobile in dobre luči, se lahko peljete tudi pri temi. Dobro, sta ostali in botrica je šla v klet. Tam v kleti je imela salame, je imela sir, je imela, kar je le hotela. In potem je šla še v hlevček, kjer je imela jagnjeta. Je šla po jagnje, ga ubila in ga dala v ponev. In petelina je pripravila za juho. In kar si je vsaka hotela, zadosti kruha, piškotov, kar so le hotele, pa še 2 pletenki vina. In porcelanaste krožnike in srebrne žlice z zlatimi ročaji. Potem so začele jesti, so jedle in jedle, in medtem ko so jedle, so si tudi pripovedovale šaljive zgodbice. Ko so pojedle, so poklicale botra skaklja. Je moral vse lepo pospraviti po mizi in potem prinesti kavo. Prav, so rekle, da zdaj bodo morale oditi malo ven, v park. So gledale po parku in obhodile celega. Je bilo vsega, vseh vrst nageljčkov, vseh vrst rož po parku. In ko so imele zadosti, so rekle: dobro, zdaj gremo še malce v salon, bomo tudi zaplesale. So šle v salon, nastavile gramofon in začele plesati. So plesale in pile, da so se kar opile lisice. Tedaj, ko jim je bilo zadosti, sta rekli botrici: dobro, zdaj bova morali iti. Dobro, pojdita in srečno pot, ampak pazita se, da se ne bi kam zaleteli z avtom. Ne. Tedaj sta stopili v svoj avto in odšli. Sta prišli dol sred loga, kjer je imela vilo druga botrica, sta se ustavili, šli noter, popili še nekaj kozarčkov, potem pa je domača botrica rekla: zdaj bom pospremila še tebe, botrica, dol na Brajdo. Sta šli spet v avtomobil, odpeljali navzdol in prišli dol na Brajdo. Tam sta šli v vilo prve botrice, ki je botrici iz loga ponudila spet nekaj kozarčkov, piškotov, čokoladic, in ko sta vse to pospravili, je rekla ta iz loga: zdaj, botrica, zdaj bom morala iti na svoj dom. In tako se bomo videli spet kdaj drugič. In zdaj je zgodba končana. Ja, tele lisičice so imele pa prav zabaven dan, kaj ne? Zanimivo pa je, kako je avtor besedila te pravljice v določenih delih prav malce pretiraval in kar stopnjeval z njihovim imetjem ter izgledom. Otroci, ne pozabite na star pregovor, ki nas uči, da je skromnost lepa čednost. In velikokrat ta rek kar drži. Malo pa moram tudi okarati prvi 2 lisičici. Namreč z avtomobilom sta se odpeljali domov
čeprav sta spili predtem kar nekaj alkoholne pijače. Ojej, to pa ni bilo v redu. Otroci, vabljeni, da pokukate v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka še mnogo ljudskih, pa tudi drugih pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!